drugače bi mogoče ne imel. Kako to, ko si se odločil za to? Zato, ker eti nika razen nekega komercialnega programa njega, a potem tam še kakšna klasika, da bi kakšna resen dobra poezija bila, eti ne, toga njega. Pa smo te pravili, ko dajmo ljudem dati poezijo, ovinko pa so ugabili, kaj jim damo peneze. To je čisto preprosta ekonomija. Zameš, daš sem, tako je delal Robin Hood, ne? Jemlješ pa ovih kamajev. No in so vsi plačali stopnino. Tu jaz sem plačal. Jo, pravo, to mi je všeč. Gledaj, jaz sem v ženi rekel, ko mora kupiti stopnino in tu je njega pardon. Ja, seveda. In a te samo vi igrali ali še kateri drugi band imate? Samo še hči. Moja pa učenka, da je tri zadnje komade prije zraven. Nišče drugi, znaš, ka prekomplicirano. Menjava bendov, te ide prireditev v 3 ure, 4 urno. Ja, to pa je. Eren bend. Lepo. Spoštovani obiskovalci, življenje sestavljajo veseli in žalostni trenutki ter mešanica obojih. Danes smo tukaj, da se spomnimo žalostnega dogodka. Le kdo bi si pred dobrim mesecem mislil, da vas bo zajel požar, ki je enim naredil več, drugim manj škode. Ker v teh stanovanjih bivajo naši učenci, očetje in mame, smo premišljevali, kako bi vam pomagali. Kako bi vam pokazali, da smo z vami, da vas imamo radi, da nam ni vseeno, kako se počutite. Morda lahko to stisko premagamo s pesmijo, z melodijo, ki nas bo vsaj za nekaj časa popeljala nekam stran v lepši čas. Med učiteljskim zborom imamo sodelavca, ki ima uveljavljen ansambel. Tako pisan kolaž glasbenih praks, ki jih boste slišali, lahko poslušalec le redko doživi živo na enem samem mestu. In to so koncerti in glasba na sedaj že 4 samostojnih zgoščenkah kontrabanda. S pomočjo glasbe tega univerzalnega jezika kontraband na neformalen, zelo zabaven način podira meje, razbija negativne stereotipe in odpira obzorja tudi tistim, ki bi le iz težka sprejeli nekaj tujega in nepoznanega. Spoštovanje in toleranca drugačnosti je zelo pomembna in za marsikoga precej tuja prvina družbene socializacije. Kontraband na svoj način pripomore k boljšemu razumevanju sveta okoli nas. Uživamo v njihovem muziciranju. Prispevke vstopnine pa bomo pravično razdelili med oškodovance. Hvala vsem, ki ste prišli. Pa zares začnejo, vabim na oder še madžarskega veleposlanika v Sloveniji, gospoda Ištvana Szent-Ivánja. Prosim. Dobri večer, spoštovani. Let me say a few words in English. My English is a bit better than my Slovenian. First of all, I'm very, very pleased to be here for 2 main reasons. One of the reasons is I do appreciate very much the solidarity and help you provide for those who suffered a lot under the big, terrible fire in Domšana. I heard about it. I know that it caused a lot of damage. It caused not only material, but also psychological damages in the city. And it was very important that you are helping and assisting each other. I do appreciate and I do congratulate to everyone, to all audience, and of course to conference. That's my first reason to be here and to congratulate you. My second reason that I like the good music and Kontraband are playing very good music. This music relying on a very diverse and very rich multicultural tradition of the Prekmurje and the whole Slovenia. They are using the Slovenian, Hungarian, Jewish, Roma and all other folk music, and they are forging a fantastic mix of the different cultures. They represent a real connection among the different nations, different traditions and different cultures.
I do appreciate very much, and I wish you a very nice evening and jolly city. Thank you. Jaz lahko govorim tudi v svojem drugem jeziku, ki ga obvladam žal bolje kot svojega prvega. Tukaj z desne proti levi bom najprej predstavil člane glasbene skupine, ker kasneje mogoče bom kakšno ploskanje izzval zaradi njihovega solaža, drugače pa ne. Z desne proti levi je najstarejši med nami je Dušan Železnikar, že upokojenec. Dušan bo igral na solo kitaro in na buzuki, pa tudi mislim, da na koncu koncerta na blok flauto. Novi član kontrabanda od oktobra dalje je tudi izveden avtor, pisec, tudi človek, ki je imel letos na popevki svojo pesem. On je mislim, da napisal glasbo, žena pa besedila, pa nekako skupaj sta bila v kompaniji in to je Tomaž Ivančič na mandolini in kitari in na orglici. Če Ester Severkin ne bi bila moja sodelovka, ne bi imeli tako dobrega basista, zdaj je basira na čelu in na 12-strunskem basu njen sin Matijas Severkin. Torej, tretji najstarejši član kontrabande je pa človek, ki ga jaz priznavam za svojega sina, tudi krvnega, to je Parson. Jaz sem Bela Somikal, verjetno me poznate, kontradiktorni učitelj fizike tukaj. Lahko bi o tem debatirali, kakšen sem ali kakšen nisem. Nekateri so mi včasih za moje delo hvaležni, nekateri ne. Jaz sem trudim po najboljših močeh, da bi prinesel čim več znanja in seveda vzgoj na naše otroke. In ni to moje osnovno poslanstvo, da igram na takih koncertih, ampak da čim več naučim vaše otroke. Dobro, hvala. Na začetku koncerta nekaj prvih pesmi smo preigravali glasbeno poezijo, ki sem jo sam prevedel iz Prekmurja. In sicer avtor je Bence Laraš in jaz so avtorja besedil. Igrali bomo pa pač v naših aranžmanjih takšnih in drugačnih zelo pestrov glasbo. Prva pesem je Barva v očeh in malo spominja na Kubo. Jaz sem naredil nekako glasbo in predelavo tega besedila, ampak je, mislim, da Remek del, potem je on še veliko napisal za nas, ampak še vsega, kar je iz Prekmurja, ne moremo v glasbi, tako da Uroš, oprosti, bomo se še lotili tvojih lepih besedil. Vseeno, naša besedila so dovolj kvalitetna, da lahko obstopimo Bog komorkoli. Nisem samo samozavesten glede tega, ampak vem, da delamo dobro. Nismo pa taki, da bi mogoče dali si zdaj gor, mogoče pa še rozo kravato še damo, ampak zato, da smo bolj popularni, da damo rozo tankič gor. A pa spode imamo skriti, pogopanje. Mi bomo zdaj zaigrali še eno pesem, malo hudomušno. Včasih se šalimo, da je to edina dobra politična pesem, kajti v Sloveniji na tem trenutku, in to
svetu seveda politika lahko ponudi le tisto, če bomo zapeli regrat v salat. Drugo je vse predrago za njih in tudi seveda, ker smo živeti nekaj časa malo v izobilju, zdaj moramo malo na nekaj tudi. Tako bomo tudi nadaljevali. Hudobusno besedilo je to od našega nekdanjega basista in njegovega očeta Slavko Klančiča, naš veliki prijatelj, gozdar, ki se je sprehajal v gozdu in si zapel takole. Poslavlja se zima, vse bolj prima, deklica mlade, navrekla je brud, komaj čaka na pomlad in na regrat ustala. Zdaj jaz povabil dva mogoče bodoče ali mlada kontrabandovca tudi gor, ki morda mogoče še kaj njimi kaj postanemo. Predstavljamo Štelo Hribar. Štela, skočimo. In Kika Somikraj. Ne, hecam se. To je pa mama nekdanjega učenca, se sama predstavlja. Učil sem ga, mučili so ga malo na Bežigrajski gimnaziji, ampak ker je prišel z naše šole, ga nismo mogli namučiti. Tako, to je bila, po vašem sinu, veste, urbana legenda bila na naši šoli. Tukaj, ja, so ga enkrat postavili pred tablo in ga je takrat, mislim, da ga je doma kot Domingo nekaj takega imel z fiziko in so potem rekli, lahko te še malo mučim, lahko. Še malo, še. Potem pa, ja, kdo te je učil fiziko? Somi, dobro, pol pa vse. Osnovna šola Domžale je dala naši družini dva odličnjaka. Prvi Julijan je postal diplomirani inženir računalništva programer, drugi Florian pa je diplomiral japonščino pa nemščino. Letos je popisal na magistrski študij kognitivnih znanosti. Vznak hvaležnosti za širino znanja, odprtost duha in za navdušenje za znanost, ki sta ga dobila zlasti tudi Florian v osnovni šoli Domžale. Obiskovala sta namreč vse možne krožke in dodatne pouke in razen danes, ker nista mogla priti, sta poslala starša na tale dobrodelni krožek in v znak hvaležnosti za vse to znanje in spodbude, ki sta jih prijela, naša družina podarja astronomskemu krožku darilo. In profesor Somi res daleč vidi in upam, da bo videl tudi še kakšnega razga mladega nadobudneža in da bo lahko tale teleskop najdu enega novega navdušenca. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, mi bomo zagotovo ta teleskop predali našemu učencu, ki se ukvarja z astronomijo, že tudi imam koga v mislih, tako da ne se bati. Mi smo že tudi na tak način že 3 teleskope tudi razdelili. Sicer tudi tam, kakšni ljudje kupijo na prehitro teleskop, kakšni pa, potem pa ne znajo z njim delati. Ni tem problem, da je teleskop slab, ampak roka ne dela dobro. Potem pa, seveda, se težko pa naučiš s teleskopom, če ga res ne znaš in sestaviti in še kaj drugega. Zato vas pozivam, če imate s tem težave, kar oglasite se pri meni ali pa vedno boste kupili svoj prvi teleskop, vprašajte mene, ker jaz sem se pri prvem tako potegnil za nos, da ne boste vedeli. Res.
In mene je izučilo, od takrat sem naredil same dobre nakupe, kar sem kupil kasneje, sem prodal skoraj po dvojni ceni. Čisto zares leto sem prodal teleskop, zelo dobro sem ga prodal, zelo dobro sem ga kupil. In včasih tudi iz kakšnih lomov teleskopom naredimo, se popravimo, se stavimo nove in pač imamo, jaz lahko rečem, da je naša šola prva v astronomiji v Sloveniji, zato ker imamo tako opremo, to pa strani našega društva, da na taborih imamo, kada imamo resne tabori na 3-4 otroke in teleskop, tudi če imamo 25-30 otrok, to drži. Potrudili smo se. Zdaj, zadnje turistice bomo posvetili bolj mamam, malim otrokom, dojenčkom. Naslednja je Skupaj v dvoje proti večnosti, je naslov, to je lepa pesem, prevod Bence Daljša. In mislim, da je ena najlepših pesmic, ki jih lahko si sploh en moški zamisli, kako je bilo včasih varno v maminem trebuščku. Zdaj je čas za Špelo. Špela se pa učila eno lepo pesem o mami. Ko jaz moj mami zaigram, se zmerom se skoraj razjoče. Kakšna druga tudi. Špela pa se je danes učila. Mene je malo manj kot Špelo, prosim.
Čekaj, da predstavim. Zdaj bi, kot tudi si bo začel. Matijas Severnik. Ne pozabite še kaj dodati, pa ne govoriste me. Ja, veste, dodatek mora biti malo nagrajen vsaj tistim družinam. Zadnja pesem je bila Chariots of Fire, boljše ne gorijo kočije kot pa naši bloki. Upam, da boste hitro uredili domove. Vse najboljše vam želimo in tudi vsem ostalim ljudem na svetu tako. Gleda bi nas take stvari čim manj zadevali, če pa nas že, potem pa probamo se res pomagati in ne pozabiti. Če danes naredimo nekaj, da boste videli, ti ljudje niso več nič važni, pravim še enkrat, ne. Treba je še čez kakšen mesec, kaj narediti, pa čez 2. Kot sem napisal danes na Facebooku, sem nekako tako napisal. Veste, tudi s tem so me že malo preplavili, da se moraš reklamirati samega sebe na Facebooku. Napisal sem, da dokaj nimajo in moramo drugače z njimi deliti. Ko pa sami lahko spečejo in 5 začne delati, pol pa nas oni povabijo, tako. Hvala lepa. Enkrat.
zadnjih mesecih imamo številne otroke, potem pa se lahko še kaj pogovorimo, mogoče tudi kakšen CD prodamo in tako kot sem rekel, polovica zaslužka od današnjega CD-ja, kar bomo pač podali, bomo dali mi tudi notri blagajno, da bo še vseeno vsota večkrat narasla.